si imela kakšnega fanta Ja. in je hotel, da si kao Winksice. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj v novi epizodi. Člani, like, comment, Člani share, podcast. Subscribe. Jure, koga imam danes z nami, poleg mene in tebe? Danes je z nami Nika Krvec! Živa. Vplivnica, tiktokerka, back vokalistka, podjetnica in še veliko več. Danes bomo spoznali to čudovito punco in izvedeli v njej nekaj skrivnosti. Wow. Kakšna najava. Noro. Smela, ki je bolj šel. V bistvu bi lahko rekla, da je tale kar top of top. Jure, Hvala. Čakaj, da si dam To je en to. aplauz. Kje imamo aplauz? Čirički, Nimamo aplauz, šarap, nimamo nimamo aplauz. aplauza. Nimamo. Bomo dali fart. Kaj je bil kaj tvoj Ok, ko je teden? bil tvoj kako je teden? bil Ja. moj teden? Naporen, ampak ful dober. Snimali smo spot. Za? Kateri spot? Za Evo Boto. Smo objavili včeraj, pač pesem Ja. je res lepa. Meni je ostalo v glavi tisto, A ne, da je lepa, no. tale, bela snežinka se poj. To je res Ne, catchy. ful lep komadič. Ja. Ja, tako da to, kaj smo še, fulejnih stvari je bilo. Na masaži sem bila, ker ful slabo spim zadnje čase, ker imam premehak jogi. Kakšni masaži? Hrbta. Pač. Kakšna tehnika posebna Ne, ali- čistko, uno, Ena masaža, prosim. Aha. Mala, veš, uno, vozli pa to, nič tazga. Včeraj sem imela spalno paralizo, a veste, kaj je spalna paraliza? Ja. Vija. Fak. Zdaj sem imela po enem letu spet in to je samo zaradi tega, ker po mojem tok. Slabo spiš? Ja, po mojem. Ako ti manjka kakšnega magnezija, to pravi, imaš kakšne magnezije, imaš kakšne suplemente. A res? Veš, ki magnezij je ful dobro za spanje, tako da probaj. To za mišice. Ja, ampak deluje tudi ful na Aha, okej. sprostiti v bistvu neke te procese, tako da mogoče poleči ti časa primanjkuje. No, maybe, ja, maybe. Maybe. Drugač pa ja, to je to. Čakaj, kaj si kaj pela v spotu, bila v spotu, si bila kaj na komadu? Ne, jaz sem scenarij pa režijo delala. Točno. Aha. Ja. Torej, Nika Krmec, scenaristka in režiserka. In ko je bilo? Ej, to je se toliko na hitro vse zgodilo, pa Čeva mene pokliče, mi rabimo spot včeraj. In jaz tako, fakt, spet, a veš, vsi zadnji trenutek vse. In pa sem jaz tako, ok, in sem mi pa še isti dan napisala scenarij. In pa smo čez 3 dni snimali spot in pa smo ga v enem dnevu mogli smontirati in to je to. In Dobri ste. tako da smo ful na hitro, to je bil po mojem najhitrejši projekt mojega lifea. Moj član Tilen je bil not. Ja, Tilan je igral fanta, moja mama je igrala mamo, moj bratranček je bil tam malo, je igral, se pravi, otroka od Eve in Tilna. So se znašli v teh vlogah, zdaj. Ja. Drugače je Tilnu pismo zna z otroki, cel večer jih je držal tako skozi, da sta bila ta mala, da čist nahajpana. Tako da top, ker smo Dobro. snimali smo ponočne in je vse malo težko za tako mala 2 otroka, ampak sta bila. Kje pa ste snemali to? Snimali smo v Murski Soboti. Ojoj. Ni bil Ja. nek sneg na spotu, ali se jaz motim? Ne, ni snega. Ni snega? Kaj ste šli gor snemat? Tam smo najdeli to kočo, koča na samem se imenuje in je perfektna blano in smo pač šli tja. Okay. Ja. Eva pride na podcast, mogoče enkrat malo. Ja, se nam je že javila, tako da. Super, super. Bo ona kaj več povedala potem še o tem. Ja, zdaj ta spot v bistvu že začel je Amaro, zdaj boš ti, Ja, torej ja. vsi v bistvu udeleženi, stakeholderji. Ja. Ne, lepo. Jure, tvoj teden, situacija. Moj teden, ne vem, zdaj vsi, ki veste, da jaz se rečem, da ful neki kao pazim, kaj delam, ne. V bistvu sem bil ta teden ful lud. Hodil sem You spat crazy tip girl. 2-3. Crazy. Yo, man. Od 2-3 po noči. In zbujal sem se tako, v glavnem non-stop sem bil utrujen, veš, ki ne spiš in tako kot ti. Mislim, veš, spal sem, ampak sem vedno vrem nekaj narediti in sem bil zaradi tega že v unem modu, da bom mogel jutri to delati in sem pol se zbudil sem se po noči, fuck, koliko je ura. In, ampak še vedno, sem uspel iti vsak dan v fitness, spustil sem noge, ker v ponedeljek nisem mogel fitness, tako da moram iti zdaj narediti noge en dan, jutri recimo. Zdaj morate narediti noge nekaj. Nekaj zmoriti. Ja. Jaz tudi moram, ja. Ja, pač
To je noge pustiš, ko si len. To je dober začetek tega, da zgubljaš fokus. Vidiš. Veš zakaj, ker noge so uni pain. Razumeš, ki greš si Zdaj bi spustil veš roke, hrbet, ne, noge spustiš, ko začneš popuščati. Tako da zdaj si ne smem popustiti, da popuščam, tako da mogo jutri narediti noge, danes ne bo časa. Ampak drugače ja, zanimiv teden, dosti stvari se je dogajalo. Tako da ja, pisal sem ponudbe, evo. tudi to je bilo tudi pomembno. Ampak tudi ja, te biznisi moji tudi se počasi premikajo naprej. Več pa boste zvedeli v kakšni kasnejšnji oddaji. Kaj pa, tvoj teden, Matej? Glavnem, ful je bilo lepo ta teden, nič posebnega. Bili smo na enem eventu, jaz in Jure. Ena hecna štorija. Tam, ne, pač, videl je on eno kolegico. Smo lih rekli, čau, dej, se vidimo čez 5 minut, gremo po drink. In pol je on to kolegico klical. In ta kolegica se ni javila, ni odgovarjala na message, pa dobro, kje si, ne, v bistvu je bil en klicen message, ni zdaj. Ali boš naredil malo malo moramo. No. Okay. V glavnem te ženske ni in pol kočno mu odpišemo, kdo je to, kaj je to, zakaj pa tle, kje si, kaj si, zakaj si. Ne, mogoče si povedal malo ful čudno to zgodbo. Ja, malo mogoče. Si malo zamučkal. Tako je bila, situacija je bila taka. Mi gremo na ta event od Jamesona. Tako, hvala Jameson. In srečam eno kolegico, torej 2 kolegice, ki jih poznam in mi tam gremo po drink in pridemo k vam. Ne? In potem srečamo vmes enega kolega, kateri smo se zaklepetali. Smo se zaklepetali za nekaj časa. In jaz pol grem nazaj tam, da jih poiščem, ne? In ni jih bilo več tam. In jaz ni on njen telefon, šel na Instagram in napišem, oj, kje ste? In on ne odgovori nič. In jaz sem na to. Predtem si jo še 2-krat klical. Klical sem še po Instagramu, ja, pač ono, veš. Kao... So desperate. Ja. Ne, so ne. Hecam se. Dobro. Naprej. V glavnem. Spet ni v celem mestu, kje se najde ena mala dvorana, se bomo že našli. No, in gremo jaz in Matej pol naprej, rečeva, no, ne gre hudiču. In gremo naprej in pol se srečamo. Jaz sem, dobro, pa kaj si mi ne javiš, ne? Ti kliči, no, ti je nisi klical. In jaz odzemem telefon iz žepa in odprem Instagram in vidim, da sem klical eno žensko. Ne, nisi še njej. Pa vidiš, da sem te klical. In jaz v bistvu sem klical na žensko, ki se je klicala enako, pisala se je ful podobno. In še slike so bile iste. Ja, in v glavnem niso bile iste. Pač ful podobna ženska, v bistvu njen doppelganger. In nekako... Ful so bile iste. Ja, in v glavnem jaz sem klical in ona mi napiše pol, ja, kaj ti rabiš? Ona ženska, ki se je klical ob 11 zvečer. In jaz sem, sorry, sem se zmotil, se upravičujem in ja, no, to je bila ta funny storija. Boga, kaj si je mislila, tako, no. Ja, ono, kaj te ti hoče od mene? A to je kakšna nova tehnika osvajanja, veš? Kje si? Kao po nesreč kličem. Kje si? Kličeš in pol, kje si ob 11. Doma? Bi mogla biti... Ne. Ne, ful jako. Šaravci na takari fotografi so nas poznali. Ful bilo jako, smo prišli tam, fotograf nas je slikal in rekel, da ide eno člansko slikco. Rekli, Tako da... Lepo je bilo. Halo, Jure, Folk, imamo predsednico zdaj. Kaj ti? Ja, stari. A ja? Noro. Kaj ti? Kakšni so občutki? Kakšni so občutki? Kaj je sve? Malo mešano na žaru. Predsednik je tako, veš, nima neki dosti. Ja, bolj ima predsednik vlade, ne, večji. Ja, mislim, moč, ne. Ja. Ampak dobro, mi je pa tako cool, da imamo prvo predsednico. Tako, mislim, zanimivo je, ja. Bomo videli, ne, kako bo, ampak zaenkrat, Učivajo miru Pahor. Bogi Pahor. Lih tako, zdaj bom tle javno. Okay? Javno ga dej. Jaz sem na vezi že od maja, junija s Pahorjem, da bo prišel na ta podcast. Čakaj, ti malo pretiravaš, nisi dik s Pahorjem. Dobro, njegovim višjim svetovalcem Pahor ve, kaj delamo, kdo smo, kaj smo dosegli, on ve vse. In še zdaj nam tipuno, ja se bomo zmenili, bomo prišli, 3 dni nazaj sem uspel pizdoro član, koškome, nismo pozabili na vas. Povej pol, kdaj uletiste, se čujemo, dej se zmenimo. In še od takrat ga vabimo in ga bomo dobili. To pa ko mi čakam, da gledam. Ga bomo dobili. To valjda, to je pa svetovno. In gospod Pahor, kaj seksaš kaj? Pa dobro, se on je tak malo, po moje bi se znašel. Miška vala. Še toliko, ki potuje po svetu. Ja. On bi znal, kaj tako. In še zdaj ni predsednik več.
Zdaj lahko veš ono malo. Pač ja, sej tak sproščen tipa ni. Zgleda tak chill, tak Ja. Instagramer. V glavnem, Nika, kdo si ti? Fuck. To Delaš vprašanje razno razne stvari. Ja. Eno od tvojih ljubših je, na primer, kaj? Zdaj trenutno mi je, pismo veš, ne vem, ampak mogoče, ajde, zdaj ta snemanje spotov mi je kar priraslo k srcu, to je zdaj neki novega, jaz to zdaj čist padla v to pred kratkim. Tako da, ja, tako scenarij, režija, to lušno mi je, pa potem montiranje spotov, to mi je kar kul. Ti vse delaš? Ne, mislim, montiram zraven s snemalcem. Ampak ja, the best, lušten del. Tako. Ti je to nekam, kam bi rada šla? Pa ja, mogoče, ne vem, veš kaj, moj life se ful tako odvija. Ne? Eno stvar zapadam, v eno stvar grem in potem pač sem nekaj časa tam, pa se pol premaknem nekam naprej. Tako skozi je nekaj novega, nikjer nisem zdaj vnore, da bi rekla, to pa hočem delati do konca life, to mi je pa zdaj top. Tako da se mogoče še vedno iščem na nek način, oziroma sprobavam nove stvari in I'm good with it. Mislim pač, bom videla, kam me pot pripelje. Veš kaj je tle? Jaz tudi dosti krat delam tako. Ja? Ena stvar, ki se mi zdi, da je pri meni malo problem, ne vem, če pri tebi enako, ampak ok, nekaj probaš, ne? Recimo jaz sem probal neko spletno trgovino. In potem pride the next big thing. In v bistvu pa nikoli se ne naučiš eno stvar zaprav. Veš, ne postaneš profi na enem področju. To je res. In veš, to je polno spet, se sprašujem polno, ja, mogoče bi mogel tam ostati in tle gurat. Ja, mogoče pa to ni ta stvar, ki... Ja. Ne, mogoče, a veš... Ja, sem kako boš to vedel? Ja, ne vem, ne, vse to, ampak ja, imaš prav. Jaz sem tudi, to sem velikrat razmišljala, jaz sem tako, v velikih stvarih sem dobra, ampak v ničemer nisem pa tako najboljša. Ja. Tako, a veš, ful se lotem stvari... Ampak zakaj nisi? Ja, zato, Vidiš, ker ne daš ta čas? Ja, sej, zato, ker ne ostanem toliko časa v tej stvari, ne, ali pa zgubim Strast. zanimanje, Ja. ne. Ja, in ne vem. Ampak lej. Jaz sem tako to še mogoče, če se vrnemo, mogoče, da gremo po našem konceptu, da poveš malo, kje si začela in kako si začela. Nika, zdaj bom povedal na glas, zafrknila si me. Upal sem, da boš rekla, da zelo rada poješ, da te lahko začnemo, ko si začela pet in tam mi vrže ven režijo, Mona. Ful rada pojem. No, kako si začela svojo kariersko pot? Kariersko. Pevsko, o moj bog. Mogoče nisi ne pevsko, kako si začela svojo kariero? Ja. Evo, kje se je začelo? Kdo si ti, zakaj si ti? Ok, začel se je Mami. 12, ja, najprej ona me oče. je rodila Ja. in očil, ja, tako. In potem, pri 12 letih, ker vmes ni bilo nič, sem šla na audicijo za skupino Foxy Teens. Ja, v bistvu je bila skupina že zbrana, mene ni bilo noter. In potem je šla ena punca ven in so rabili še nekoga in not je bila ta moja kolegica Ines Erbus. Mi, da sva se že poznali takrat. In ona je mene priporočila v bistvu. Čakaj, prosti, kje ste se spoznali? Šolke, kolegice? Ne, kaj? prej sva pa pele na RTV zboru Slovenija. Smo ti rekli, povej začetek, to je Ja, začetek. fakt, pozabila sem, no ja, še to. To je bilo nič do 12, je bilo te, ne? Presežem. V glavnem, in sem šla na audicijo, sem bila sprejeta in sem prišla v skupino Foxy Teens. In tam se je vse skupaj začel, mi smo bile skupaj do 19. leta. Od 12 do 19. 13 do 19, tam nekje. In ja, to je bila zelo zanimiva izkušnja in veliko sem se takrat naučila in ne bi zamenjala the best. Mi je bilo lepo otroštvo, no, tako sem imela v bistvu čist drugačno otroštvo oziroma najstništvo, kakor večina. Jaz nisem šla tudi na maturanca, jaz sem imela nastope, ja, veš, malo je bilo vse drugačne. Tako da se je vse bolj nisem žurala, nikoli nisem rada žurala. Tako še zdaj ne maram žurati, kaj vidva. Sta žurerja, nista žurerja. Gremo za vikend nekam ven. Meni so perfektni rojstni dnevi. Tako. Ja. Lahko tam ga malo zdenš, bolj klepetaš s folkom in ga hengaš, haha in tako. Tako, ja. Ali pa neke privat doma žurke. Tako. Da ne rabim iti v klub. Lepo je ven v klub enkrat na pol leta. Dobro, to ja. Ampak, ko hočeš iti,
in ko si res pripraviš na to, da greš. Torej, da se vse zmeniš prej In da greš z bando. in da greš z bando in da si res, da je to, da ni neki na pol, da so vsi full in, da se gre ven, da se napiješ, da se imaš dobro in to je to in pa si gre domov. Sam pismo, pri nas pa to nikoli ne deluje. Lih takrat, ko se zmeniš, tako nikoli ni najboljš. Ja. Najbolj se zgodi, ker ne pričakuješ. Spontano, ja. In je spontano in takrat sem jaz najboljš ponavadi. Ampak, ja. Ja. Ti, kaj vi že s 13 leti ste nastopali okoli? Ja. Od kje je bil ta boom sploh? Kako ste zvedlo za vas? Kaj vi ste že prej kaj bili? Kje je zdaj kar naenkrat Foxy Teens? Mislim, ta menedžer, ki je imel prejšnje Foxice, ker mi smo druga generacija, ne? Prva generacija so bile Tanja Žagar, Špela Grošelj. Sem študiral jaz to. Ma ja, mi smo druga generacija. One so bile samo Foxy. A vi ste bili še Teens pol, ki ste Ne, bili? boje. Meni ni bilo, jaz nisem gledal to, sem te šel iskat, kje si ti Foxy Teens, kaj si Foxy Teens in pol kar ene starejše gospodične in vi ste bile, pa čaki ena je Beyond tle, ena je Beyond tle, okej, Beyonda je ena. Pol ni tebe, pol je ena druga, pa dobro, kdo so zdaj te Foxy? Ja. Koliko si ti star? 22. Ja, ti si še mogoče. Ti? Ja. Krog 20. Dobro, kolikokrat smo to že govorili, da ženske ne sprašujejo, koliko so stare. To sem v zadnji že rekel in stalno to dela, stari. Oh, sorry, ti. Ne, se prav se sem ga jaz vprašala, pač. Evo, ni isto. Jaz sem proti tem. Evo, ženske smo enakopravni, vsi Ja, smo ne, tle. saj pravim. Fuck you, eno žensko sem vprašal na eventu, koliko si stara. In me gleda grdo. Stara tako, ko mi za reči. To sem ne vprašan. Dobro, pa kaj toliko ne moreš, kaj toliko te briga, koliko je nekdo star. Ja, da vidim. Pa vpraša nazaj, ne, veš, jaz Ma ne, sem to- tega, on nazaj meni. Ma pač, tudi veš, to, tako. ne veš kaj, ne vem, evo, sem nastopala po celi Sloveniji. Piš da koliko si bila stara, koliko si zdaj stara, da si dala cel ta live skozi. Ja. Isto sem njo vprašal. Se lahko vprašaš, ne vem, koliko da si bila ugibajte, stara, ko si prosim, nastopala in kjerega leta je bilo to. In zračunaš. Dobro, pač vprašam, ker kaj je to Ne, takega? zdaj računa, daj, koliko bi rekla, no, tako. Kaj sem, 26? Super, meni je to kul. Ne vem, jaz ne vem. Ne bom rekel nič, ki ne vem. No, 29 sem stara. Nič Ko boš takega. videl, ko boš 29. Ta je grozen. tudi skoraj že 30, kaj isti ste. Res sem Koliko si ti? 7. A. Isti. Veš Zame kaj, si že devetka je 32. kar huda, jaz sem to jokala leto zaradi. No vidiš, pa veš kaj je fora? Zakaj? Evo, to sem nikaj razmišljal. Ne vem, danes je dala Gaja Presteren story in sem jim odgovoril, ki je bil full dober. Je rekla pač, no, kaj se to neki sekiraš, koliko si star, pač uživaj ta fucking, uživaj stari ta life, no, kaj te briga, stari. Ma ni bilo točno tako, ampak mi je dalo nekako tako mišljenje, no, raz. Tu jaz neki sem 27, no, čakaj, kaj že 27, veš, no. Ampak v resnici, kaj ima veze? Ne, sej, jaz ful razumem teorijo, ampak nekak praksa ne gre gre skozi čez. stari. Drugač meni je to vse jasno. Jaz sem generalno, ne, jaz se ne sekiram, ne, ampak tako, kaj me kdo vpraša. Ali pa tako. Veš kaj, po mojem tudi, ker nisi tam v lifeu, ki hočeš biti, po mojem. In pol Moraš pogledati, kaj si že vse naredil do tega leta. itak, ne, sej, ampak, a In veš. to je spet vprašanje, kje bi pa rada bila? veš, Na člani podcast, to je že za vidiš, to zelo je- daleč si prišla. Ne, drugače čestitke, ful dober, mislim, jaz vaju spremljam, Hvala. ful dober delate. Najljubše epizode? Kjera pa mi je mogoče z Masajo? Ja, ta je bila kar dobra. Ja, ker zdaj smo tako kolegi in je bilo bolj... Ja, mislim, ja, mogoče sem si njo najbolj zapomnila, ker jo zdaj trenutno ful spremljam in njeno glasbo in tako. Mogoče zato, ampak ja, mislim, všeč mi je bilo, skozi me je držal, no, fajn je super. poslušati, no, tako da ja, Top. ful. Okay. No, ponavadi vedno vprašamo za elih. Tak perfekten moment. Imaš kakšno vprašanje za nas? Že ki sle na našem podcastu. Kakšno delaš ti so slednje dogodkov danes? Pa glej, Jure, smo povsod. Jesus. To je zdaj prišlo Okay. tak. Viš, ta moment imamo ponavadi na koncu. Ja, ne vem, zakaj to delaš zdaj. Ne, to je pa slučajno je bilo. Okay, dobro. Vprašanje za vaju. Kaj pa vidva trenutno delata oziroma si najbolj želita oziroma kje se zdaj trenutno najbolj vidita? Začni Jure. Okay, jaz sebe vidim Dobro na neki to prevzela. podjetniški poti. Okay? To je meni cilj in da vam čim več prostega časa. To je meni Okay, se cilj. pravi, bi rad nek svoj biznis, neki... Jaz bi rad svoj biznis in svobodo, pač časovno. To je meni Ja, cilj. itak, ja. Itak, to je In finančno svobodo. To mi je. Ja. Jaz zdaj študiram, da se vržem nazaj v stand-up.
A res? Nice. In ma nič to furat naprej s filmi, ki baje nam gre. Sem videla, da si taki na Movitu. Na Movitu sem dobil posebno membo. Aha, okej. Ta tle Luka Zankarana drugo in... A ne, letos je Žiga zmagal, ne? Je, ne? Kako je med uspešne bivše? Top. Ful mu prvoščem, tako iskreno mu prvoščem. Midva se tako, mislim, v dobrih odnosih, ni nič nobenega bifa ali kaj. Tam pač ni to. Ja, tako, a veš, dejansko pač sva gotovila, da nisva za skupaj in the best, oba dva sva zdaj bolj srečna. In to se mi zdi najbolj pomemben. In ja, the best. Jaz se ful spomnim, ko je bilo na TikToku, ko je bila neka, jaz se to spomnim, ko sem prvič naložil TikTok in bil ful neka fora, da kao, če sta vidva skupaj ali ne skupaj. To je bilo ful neki folk, se je to ful ukvarja s tem, to se ful spomnim. To je bilo na začetku, ko midva še nisa povedala, da sva skupaj, v bistvu še midva nisa vedela, da sva skupaj. V bistvu sta bila. V bistvu, ja, nekaj se je dogajalo, no, ampak ja, in pol itak je bilo to pač večno vprašanje, pa sva še malo provocirala s TikToki, z videi in sva jih pustila nekaj časa v tem dvomu, a sva ali nisva in... Zdaj je pa že pol leta najbolj pogosto vprašanje, a sta Žigatom še skupaj. Tako da fucking ne rešim se tega. Tako da ja, ne, nisva skupaj več. Za veko maj. Nikoli ne reči nikoli. Ne to, da ne bo več, ampak to. Torej boste še? Odgovor. Ja, ne vem, kaj pa jaz vem. Mogoče, ne vem, kam me pripelje življenje. Dobro, kaj če se vrnemo nazaj, mogoče na začetek, torej ostali smo pri Foxy Teensih. Ja. Kako je izgledalo biti mlada punca v takšnem svetu? Mislim, kot to sploh pač, kot poteka tvoj dan, ko si v temu? Ne vem, kaj sem včeraj delala. Kako je potekal dan? Ja, pač, ja, valjda. Vidiš? Ja, absolutno, pač to nam je bil itak... pogoj, da pač prvo šola in potem vse ostalo. Ne? Ja, pač v šolo smo hodile in potem smo imeli recimo 3 do 4 na teden kakšne vaje, plesne, pevske. Potem so bili pa ful nastopi. Mi smo v bistvu od 2007 do 2009 ful nastopali, tako res. Tako. Spomnim se, da smo v decembru enkrat imeli, mislim, da 28 nastopov. Tam nekje. Tako dni decembra. Ja, tako po 2-3 na dan tudi. Ja, in je bilo tako crazy. Tako da smo res celo Slovenijo nekako obdelali. Ste bile kje na obali? Smo bile na obali, ja, itak, da smo bile. Kje ste bili nastopili? Pa nimam pojma, ampak vem pa, da smo bile. Kdo pa je, to so pa poslušalci bili, kakšna starostna skupina? Otroci. Otroci in najstniki. Okay. Ampak bolj otroci. Pa smo pa v bistvu pri enih 15 smo pa začeli z sinhronizacijo Wings Club risanke. The shit, sorry, the shit. Kjera Wingsica si bila ti? Jaz sem bila Stela pa Musa, pa še 2 piksici sem igrala, to so pa one male njihove vile, ki so bile. Tako da pa smo imeli v bistvu... Stop, kaj lahko poveš en odstavek v Wings? Stari, veš, sem imela pri 15 malo drugačen glas, kot zdaj. A ja, pri 15 si to delala. Ja, sem imela bolj otroški glas. Ampak znaš, da je... Mislim, ja, Stela, ne vem, koliko lik poznata, ampak Stela bi pač ima nek... Poznamo. No, Stela bi rekla, naprimer... Hočem biti lepa, cenjena in spoštovana. Pač ja, jako recimo. Volano. Ja, tako da smo delali v bistvu te Wing shove. V bistvu Wings Show je bil predskupina nas Foxic. Wings Show. Torej, ja, mi smo prav naredili show. Ampak sebi ste naredili pred show. Tako. Mi smo naredili prav neko gledališko predstavo za otroke, ker so vsi takrat poznali Wingsice. Preoblekli smo se v kostume, Lasulje gor, jaz sem bila Stela, Ines je bila Flora in Kim je bila Blum. In smo naredili pač malo krajšo predstavico in to je bilo otrokom pač ko so Wingsice pred nami, oh my god, ne. In pa smo naredili še en komad, mi smo Wings. Ne, če ste ga videla, ful malo gledal na YouTube, pač Nika, noro. to je the shit. Ja, to je the shit. OG content. Vrsežem. Ok, lej z eno štorija.
Moj kolega je v osnovni šoli znal s puncami stari, da vam jasno nekaj, on to bil majstor je bil. In je rekel, Leri, če smo imeli taktiko. Moramo začeti gledati Wingsice. Sem rekel, moramo gledati Wingsice, to je za punce. Ne. Je rekel, moramo gledati Wingsice, ki pol bomo imeli mi se kaj pogovarjati s puncami, bomo vedeli kaj zakaj in Daj, bomo ne. imeli mi en korak naprej. In legit je pomagalo. Mislim, Legit je pomagalo. Oh my god. Sorry, sorry, ne ti meni sorry, zdaj bom Mi jaz smo bili tebi sorry. tretji razred, Zdaj bom jaz član. tebi sorry. Lej, če ti gledaš recimo Sex in the City kot moški in veš, kaj se dogaja v Sex in the City, ne vem, če je to bonus point. Sorry, v tretjem razredu to veš, kakšne bonus V točke so tretjem bile razredu. to. Mati Stari moja. svaka čas kolegu, da je v tretjem razredu tako razmišljal. what the Tretji, fuck? četrti razred, ja. Daj ne, no. Ti bil res player, no. Ampak Wingsi so bile meni hude, ker so bile epizodne epizode, ma tu se je nadaljevalo. In meni je bil pač, storija bi bila dobra. Pač Ful je huda bilo sezon, tako 7, 2, 11, ne vem, Ja, ful enih ful. sezon je bilo. Ja, Wingsi so top, bile jake. top izkušnja. Kaj to. si najbolj, recimo se Wingsice, verjetno tudi kakšne kaj pametnega, mislim, ko bi rekel, je v vsebini tudi kaj ful poučnega. In je verjetno kaj, ne? Prijateljstvo. Kakšna taka življenjska lekcija, ne? Kjera ti je recimo najbolj ostala v spominu, če je kakšna? Joj, ne vem, sežem. Jaz, pa moj spomin so zelo slaba. Ne vem, sploh se ne spomnim v bistvu točno, o čem se je že šlo. Vem, da so ful rešvale skozi. Vsako epizodo je bil nek problem in so ga one pol rešvale, a ne, s temi fanti iz, ne vem, kako se je že una šola Alfeja je imenovala. bila njihova. ne? Alfeja je bila od Wingsic, stari, ko se članka. spomniš, da ne. Od fantov je bila pa, ne vem, nekaj drugega in oni so pa skozi skupnimi močmi reševali ta problem. In ja, to je bil v bistvu point vsake epizode, zdaj pa, da bi mi tako kaj Ja, ni. strašnega ostalo v spominu, ne vem. Ampak recimo so reševali probleme s fanti in nekako si pol znala tudi rešiti problem s fantom. Ja, No, evo vidiš, Ja. nekaj poučnega. je. ja, veš, nekaj poučnega, ne? Ja. S skupnimi močmi se kaj vse da narediti, ne? Top. Kako to zgleda sinhroniziranje? Mislim, koliko časa ti to A ti delaš nisi nikoli po te- sinhroniziral? Ne, Res? gledam kot nekdo, ki sinhronizira. Ja, ful bi te dala tako, ful se mi zdiš, da sinhroniziraš. Ne vem, Kakšnemu liku? zakaj. Ne vem, kakšnemu pajku, ne hitam. Veš kaj, to je, sploh nima veze. Jaz sem igrala toliko različnih likov. Lej, Tudi če pajka recimo. Primorski, morski pajek. Če poznaš kakšnega, ki rabi primorca, Ma kaj veste, kje je Drugač, morje? drugač rabijo tudi ljudi z naglasom, tako za kakšne risanke. Ja, mora znati slovensko. Ja, 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 valjda. Matej, sorry. Ma kaj vidite, uno tam? Čau, ptiče. sej bereš tekst, ne? Ja, ma ne Tako da- pomaga. A ja, tudi brat ne znaš. ja, če se podrudim, lahko berem zelo. Ma kaj greste na ribarnico? Ne, jaz ne bom pozabil, smo šli s kolegi gledati Neverjetne 2, par let nazaj so prišli. To je, enka je fulara, sorry. Enka je boljša, Ful dobra. ful boljša. In je bilo smešno, ki spomnim sem gledal pol v angleškega in v angleškem je bil Hi, I'm from Texas in tej Slovenci. Ja, Ja. Dober dan, jaz sem z Ribance. ja, sej. To je tako Kdo smešno. prevaja? To neki ljudje se zajebavajo, verjetno. Mislim, drugač. Kako to poteka? Kje to najdete? Hvala, Kako je to ni kriva nič. slovensko? Meni je cringe, ko jaz gledam isto risanke, ker gledam, ne veš, kaj mi gre v bistvu ful na živce, ko odrasli ljudje oponašajo otroke. In pa un glas, kao otroški, ki sploh ni otroški. In si tako, what the fuck se zdaj dogaja, in je tako res mi ni. Tako, Čeprav ta tvoj je otroški. moj, ja, ampak jaz sem ga, jaz ga recimo še znam, ampak Ja. tako veš, ko res nekdo sinhronizira, ki tako govori. Pa kao, to je otrok zdaj. Ja, ja. In sem tako pač, kje to najde? Zakaj se vam zdi to ok ideja? Slišali ste ta glas in tako, ja, to je otrok. Stari, to je to. Ne vem, v glavnem. Ok, Zanimivo. business side. Je to dobro plačano? Ne, ni. Za glasilke sigurno ni dobro to, ne? Ni Ne, tudi res ni? slabo, ampak mislim, ko pa vem. Mislim, ajde, če dobiš tako, po moje glas, da še ni Wingsici, ki je dolg show, po moje. Wingsice so bile dobro Ja, plačane. no, ki so To Wings. je bilo čist nekaj drugega, ampak zdaj tako, kot sinhroniziram, ni zdaj tako spet nor denar. Je nekaj, da zraven zaslužiš, ni pa zdaj uno, da lahko sam to delaš. Ma za reči je to resen, reden on the side
Ja. Tako. Tako. Okay. Kaj je ljubša risanka? Zdaj kaj je bila moja najljubša risanka? Kva pa smo mi gledali? Nek vlak je bil, kva je že? Tomažek. Tom! Ne, Tomaž. Tomaž. Tega sem še jaz To je gledal. bila dobra risanka. No, To je bila OG tam je risanka. bila Tun, ful tun, dobra. tun, 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 tun. Ja. Ta je bila svetovna. Imaš kakšno storijo iz tipu Foxy Teens, tako eno Spicy. Elite? Ja. Eno... Dokdaj si bila Foxy Teens? Po moje do enega 19. leta. Tle so bile Kje? že. To so bili res konci živna, ker nič ni bilo več. Pa dobro, da je kakšna storija. Taka. Kakšna štorija, Taka. stari. O moj bog, veš, kaj se je zgodilo, ko smo bili okoli. O moj bog. Ful. Enkrat je Ful smo- Ines. Enkrat je Ines padla iz odra, je res je drugač. Mislim, da na prvem nastopu v Rušah je padla z odra. Dobro, v rušah se so pada. Se ruši. Ja, je top, pa res. Drugač pa kva, ful jih je bilo sam, sploh z Davidom, ki smo skupaj skozi nastopali. Sam, Kaj je imel David zveze? on je z nami, pod isto založbo je bil? Kaj, on je bil kaj? Foxy Teen? Ne, on je bil David Grom. A je to ste bili skupaj vsi banda? Ja, On je bil tudi v istem paketu. Ja, on je bil pod isto založbo in mi smo pač skupaj na nastope hodili. On To je je- zdaj na YouTubeu vse Tanja Žagar, vem. Kaj? To je Tanja Žagar na YouTubeu, vem vse to, tam pod tem. In to je ta njena založba, ali kaj? Ja, mislim, da je zdaj po Tanjo, ja. Včasih je bil Gong Records, zdaj pa je, mislim, da bo Tanjo. Ampak ja, ja, ne vem, pismo kva je bilo, kaj to bi zdaj David takoj, ali lahko pokličemo Davida, on bo takoj Lahko vedel. daš Kolin. On bo Ajde. takoj vedel, no. Jaz se tako ne spomnim teh stvari. On datumsko vse ve, on ve, kaj Ko moja se je nona. zgodilo 23. januarja, pač on, res katastrofa. Jaz se tudi zadnjič sem opazil, da je imel datume. Ja. Je vedel Ja. datume. Točno, Ja. točno. Je vedel datume. Ful ve. Ja, vse. Ajde, Davide. Objavo, no. Se ga lahko damo v bistvu notri povežemo v to, če preko Bluetootha. Ja, fulboljče. No, pač ne bo se V javil. glavnem, Skratka, ne vem, David, pač Nike ne ful je mara. bilo enih stvari, no, ampak ne vem, ne spomnim se. Ok, imam jaz eno vprašanje, Ajde. ki bi ga vprašal drugače Matej, ampak ga bom jaz. Fukaš kaj? A? Fukaš kaj? Torej. Božič. Če si imela kakšnega fanta Ja. in je hotel, da si kao Winksica. Oh my god! Oh, fuck, ne, nisem. Ne. Čau, Ne. Jure. Čau, Jure. Kjera Winksica? Fuck, to pa ne vem, če je bilo. To bi ti vprašal drugače. To je vprašanje Matej Rivanič. Ne pozna. Kaj Stari. in bi, če te vpraša? A? Če te vpraša fant, zdaj imaš fanta Ja. in te vpraša, bi malo roleplayala. Roleplayala, ja. Ampak ne vem, če bi pa Winksica, fuck. Ne, Winksica ne bi, no, dej. To je v bistvu je Pač- malo je sporno. Pač grozno. Malo je sporno. Zakaj? Ne vem, to mi pa, ja zato mogoče, ker sem jaz tako upletena v to drugačko, ker ne vem, no, pač. Res mi ni do tega, da igram tam Winksico, no, pač katastrofa. Wow! Pa še s tem glasom je, pač se ne moreš biti resen. Sploh resen. Mislim, on je lahko. Mogoče, če bi bila tako res orang pjana. Tako res orang. Pa še to. Zato Jure tle točil. Oh, God. Oh, gad, kam je prišla? Jure. V glavnem, po Winksicah je tako. Fak, stok skačemo iz temo, da sploh ne vem več, kje smo. Po Winksicah, pa se pa po mojem že tako malo Instagram začel pa to. Pa sem nekako prišla na Instagram, pa še to ne po svoji želji, ampak sem me tako malo, da je pet, no to imajo zdaj vsi in pa sem tako, ok, bom si naredila račun. In Kako sem si šla- gledala? Prosti. Ja, povej. Ja, kako si gledala ti na Instagram? Takrat meni je bilo to tako na muka. Zakaj rabim to sploh? Že Facebook mi je bil, no, ne rabim. To so bili ful drugačni časi, no. Ampak pa sem prišla gor in pa sem nekaj kao objavljala, pa sploh ne z nobenim namenom, da bi jaz kaj bila. To se je zgodilo čisto spontano. In potem, ne vem, v bistvu en prevelik preskok se je naredil, ker smo šli z Ines na Tajsko za 3 tedne in sem ful enih sledilcev dobila tisti čas in pa začela malo sodelovanja. Kako to, zakaj? Ne vem, No, pač so prišli. pač ja, Slike v nimam pojma. kopalkah.
Ja, maybe, tudi. maybe, ali pa ne vem. Skratka, in pa so se tam začela sodelovanja v tretje in pol je naenkrat. Kakšne številke si imela takrat? 10 jurjev. Oh. To je bilo za takrat dosti, verjetno, Ja. na Slovenijo. V bistvu na Tajskem sem prišla na 10. No. Prej lepa. sem bila tako 8, se mi zdi, nekaj tajskega, 7. Kje si zdaj? No, nekaj čez 60, 64, 65, nekaj tajskega. Ok. Ti je kakšno, ne vem, Ej, kaj če bi ti nekdo rekel, za vsakega sledilca ti dam €1, ampak ostaneš brez profila, bi zamenjala. Čak še enkrat pa? Torej, če bi ti nekdo ponudil 65 000 evrov, kot imaš ti sledilcev, Ja? bi zamenjala za 65 000 evrov svoj profil. Torej, da daš profil stran in Aha. dobiš 65 000 evrov. Ne, Mm. ne. malo denarja. Da, mislim, da me je zanimivo vprašanje. Tako. Dobro vprašanje, ja. Ne, po mojem ne, zato ker pa nimam več profila in ne morem več nič graditi tam več, nimam več Ja, ja. posla, vse zgubim, se pravi, premalo keša, ja. Torej, tvoj posel res bazira dosti na Instagramu. Ja, Torej, če se odloči, da ti bernejo Instagram, pač... ja Not good. mislim, kar malo zgubim, ja. Mm, Mislim, vse si še vedno lahko naredim nov profil, Ja, pa ja. to, ampak Nikoli Ja, ne bo isto. basically Nikoli moj ne bo posel, isto. Ja, ja. ja. moj posel je več ali manj tam. Okay. Tako da, Kako kaj izgleda ta tvoj posel? S čim se največ rada? Kako zbiraš brende za sodelovanje in tako? zdaj res zbiram tako, da imam par brandov na let. Mhm. Ni mi všeč, da je, da bi ne vzamem kar sacga, no, tako. Ampak to sem zdaj šele v zadnjih letih, tako prej je bilo malo drugače, sem malo drugače tudi razmišljala. Ampak zdaj pa res izbiram tisto, kar mi je res všeč in vidim in uporabljam in vidim, da bi to šlo tudi v kakšna dolgoročna sodelovanja in tako zbiram, ja. Tako da zdaj imam enih par brandov na let in s temi služim in to je to. No, super. Ja. No, ena taka stvar, ki jo uporabljaš vsak dan, je šampon. Ne? Ja. Kam Ja. pelješ, da je to? Vsak dan ne, sicer. Dobro. Oziroma, ja, odvisen, kjer šampon. Ja. Ja, nekaj ni šampon, je samo za lase. Ja. 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 Ja, torej ga ne... Dobro, ne, to sem hotel napisati, Kaj? imaš ti neke šampone. Ja, Pa ja, to, no, ja. pa to, Ja, no, se gledaj. vem, se vem, ja. Povej nekaj več o tem, kako, zakaj je, kje? Stari, Zakaj si to- rekla, jaz hočem imeti svoj šampon? To se je zgodilo tako, čist nepričakovano. En dan se je tuširala, Ja, en dan. je rekla, pizda imam neki mastne lase. Kaj bi lahko uporabila? Šampon! Skratka, kontaktirala me ena gospodična, ki ima svoje podjetje in ima svoje naravne izdelke za obraz in telo. In je rekla, če bi mi dve naredile kaj skupaj. In jaz sem bila tako, pač jaz res ne uporabljam tako nič za obraz, nobene kreme, nič to, tukaj se jaz res ne vidim. Lahko pa narediva nekaj drugega. In pa sem jaz razmišljala, kaj pa bi pač bilo meni tako na top, da bi jaz se res v tem videla in sem prišla na šampon za lase, zaradi tega, ker sem pa... Ker imaš lase, ne? Ker imam lase. In ne, imam seboročni dermatitis na glavi in so mi vsi šamponi preagresivni. Enostavno, ful težko najdem šampon, eden mi ustreza, ki je iz lekarne, ampak ti si lahko narediš samo eno kuro, pa ne več, ker je ful močen. In pa sem jaz rekla, ok, lahko narediva, ampak dajva narediti to res kvalitetno in tako res vrhunski izdelek. In ona je bila takoj za in smo stopili v akcijo in smo eno leto pa pol skoraj, da ne delali ta šampon. In smo naredili pač šampon in balzam. Počasi, kako poteka delati šampon? Fakt, ful dolg proces. Ja, mislim, zdaj tako meni je bilo ful lažje, zaradi tega, ker je ona že v tem biznisu in okej. pozna stvari in pozna, ve, kaj mora iti noter, kakšne sestavine itd. itd. Sigurno nekaj, da se peni. In Ja. da čisti. Ja. Je, kaj pa čisti? Nekaj, kar razmaščuje. Ja, vse mora biti, ful enih takih, jaz se to itak ne spoznam toliko, ampak smo pa se dobili v podjetju, da smo, sem tovarni tam, ki se to dela, da smo povedali želje, kaj hočemo, kaj nočemo in potem smo, v bistvu najdaljši proces je probavanje. Se Ja, pravi, kaj to ti probava? Testiranje. Ja, Ste tudi na testiranje. živalih testirali? ne, absolutno ne. Na ne. čemu ste testirali? Na meni, na njej, na moji družini, na prijateljih. Pač Torej ti vsi- raje žrtvuješ svojo družino kot živali. Ja, valjda. Okay.
Ja, ne, itak, pač, mislim, se ni nič tazga, Ja, ja. da bi rabila, veš, mislim, No, tako mislim, vsi jaz imajo tega 4 ne ušesa. podpiram, tako da absolutno ne bi testirala. Če še vsi doma imajo 4 ušesa. In čiste lase. Ne, ma tukaj se gre bolj za testiranje, a se ti dovolj pena, ti je všeč von, a ti je všeč konsistenca, ti je všeč, kaj ti naredi, kakšen učinek ima na laseh, a ti očist lasišče. Čakaj, no veš, to mi je zanimivo. Ker torej, to je, če se mogoče spoznaš kaj, to si ti testirala pri sebi na domačih, ali tudi tako drugi to delajo, provajo na sebi. Ki jaz si predstavljam, da bi imel enega tipa z lasi na firmi in zdaj ajde, ga ščistimo. Ja, mislim, od te gospodične, od te Martine moje, ki so skupaj to naredile, od nje vsi so testirali, pa moji vsi so testirali. Pač najboljše je, da tiste, ki poznaš, da ti lahko povejo iskreno mnenje, a ne, in potem iz tega skupaj sestaviš neko poročilo in kaj predati naprej, kaj treba popraviti, kaj treba nadgraditi in tako naprej. In kako vidiš, kaj je treba popraviti pri šamponu? Ja, ne vem, a si kdaj bil tako, si našamponiral lase, pa si rekel, fakt, to mi pa ni všeč. Ali nisi bil? Pa ja in ne. Ja in ne. Ok, jaz recimo sem si tudi zdaj malo testiral te šampone in vem, da so vsi večinoma bolj slabi te šamponi, ki se prodajo v trgovinah. Ne? Ja, Kaj pa šampon? loči dober šampon od slabega šampona? Ja, sestavine. Sestavine, potem vsi te izdelki trgovinski vsebujejo parabene, sulfate, mineralna olja in penilce in ne vem, sve svašta in to je pač ful slabo za lasišče. Ti ga izsuši, ti ga pač povzročajo prhljaj, ne vem, vse svašta. Zdaj, moji izdelki so pa vsi brez tega, ne? Se pravi, vse je naravno, imaš naravne penilce, imaš naravno uno. Imaš kakšnega sabo? Nimaš? Nimam. Škoda. Ja, res ne vem, zakaj nisem prinesla tako. Ja, bi pokazali malo. Čisto Imamo sem lase, pozabila. ne? Ampak vam tipom je tako, se mi zdi to malo bolj vsem. Meni ni vseeno. Stop, Ja. ne, stop. Ne. Jaz imam posebej za telo Ja. šampon. Posebej, nič 3 v 1, 10, ne, stop. Moraš negovati. Jaz imam lepo od lase. Sajo, samo to ni neki baš, ne. Ja. Ja, saj jaz ni tako dober. Ja. Ne. Ja. Samo si Tako, noben drugi ni dober. Ne, da vam, ne v tem smislu, da vam je vse, ampak ne gledate toliko na to, kar mi ženske, se mi zdi, ker pač imamo itak daljše lase in Ma mislim pač, jaz gledam to še kar, no. imaš pa lepe lase, no? Ne pa hvala. No ja, no, tako, večina, no, ne bomo rekli vsi, no. Kar posprašujete moške. Da ne posprašujemo, Kar ja. Ja, posprašujete vse moške. ženske meče, Ja. ste naš moški v isti koš. Vsi smo Ja. slabi in prasti. Tako. No, skratka, no, in ja, smo naredili to in liko včeraj, ali predvčerajšnjem mi je ena mamica pisala, da ima njena hčerka 3-letna atopijski dermatitis in bolj težave s demenci. Povej, kaj je atopijski dermatitis. Tudi če jaz sama nisem zdaj toliko zdravnik, da ful vem, ampak dermatitis je ponavadi srbečica, luščiti koža, skratka, to. Ja, nekaj v tem stilu, no, ne vem pa točno, ne razlikujem dermatitisov. In mi je rekla, da sta probale vse živo, vse dermatološke naravne izdelke, lekarniške izdelke in da nič tam ali ni pomagal. In moj šampon ji je pomagal. No, Oh, wow. To je In ful sem lepo pa slišati. tako, wow, ja. Tako da Okay, dejansko nek produkt, ki... je pač, je kvaliteten produkt, ja. Okay. Zelo kvaliteten. Nisem, ne bi naredila kar nekaj tako sam, da veliko ljudi misli, recimo, kot ko nekdo da izdelek ven, to so kupili na Kitajskem in so prelili noter, ne, pač ni to tako, niti slučajno, ne. Ne se ne rabiš preliti, pač lahko že embalažo narediš. Lahko pa tudi. tudi že embalaža. Ja, tako da. Ja, ampak je kar dolg proces za tem. Z katerega dela Kitajske je tvoj? Ne delaj se, da ne veš zdaj. Se bile videl. Ko si izbrala von? Nač, prišli smo tja in smo Vohali. zbirali vonje, vohali smo. Si 3 vedela, ure. kaj hočeš? Hočem, da diši po češnjah, hočem, da po rožicah. Ne, nisem vedela. Nisi? Ne, itak da ne. Hotela sem pač, mislim, hotela sem, da nekaj da meni diši, ampak nisem vedela, kaj je to. Tako da smo pol probavali milijone enih različnih vonjev in kava in nov von in kava in Dobro, nov von. šampon, da mi diši. A ja, Kaj, Jure? Tebi šampon ne diši? ne da mi mišel. Ti nimaš rada, da ti šampon diši? Sem mislil, da je mislil. Da diši šampon po kavi. Ne. Kao šampon, kava, kaj diši ko kava, ne, šampon, kava.
Ja, Veš, kakšenkrat uporabiš, da ti Kao neutralizira. Ja, ja. tako, kot- tako. No, v glavnem pa sem zbrala nek von, Po kavi. oziroma smo ga namešali med različnimi vonji. No in kaj je kombinacija zdaj? Na kaj spominja, ko povohajo tvoj šampon? Na Winksice? Na nekaj Tako neopisljivega. veš, ne drugače res. Meni, itak je to zdaj tako, To si reče. ja, meni je to zdaj itak vsak ima drugačen von, ampak meni osebno res noro diši. Je pa tako, ni močen von, tako malo naravno, zdravo diši, ampak ful diši. Tak sladek von je. Kaj tebi zdravo diši? Ja, ne vem. Po bolnici, nismo- po lekarni, kaj tebi zdravo Ne, diši? bolnica Ni diši unumeten po von, a veš. Kada, alkoholu, ja. ja, ni unumeten, ker povohaš šampon, aha, ta je pa ne vem, češnja. Veš, po češnji. Okay. Ampak je tak, Ta je ne po moreš mu določiti. zdravilnosti. Ja, no recimo ne moreš mu določiti recimo sadja mojemu šamponu. Ali pa Ja, ker ni sadar. nekaj, kar poznaš, ker ne moreš mu določiti Torej, vonja. kakšno je ime tega vonja? Si mu dala? Nisem mu Ali dala. ste skuhali nov von, valjda daš ime temu vonju. Kam tvoji možgani vse grejo? Ne vem. Kaj bi mu ti dala? Na kaj te Člani. spomni? Hočemo zdaj 20% od te kompanije, hvala, ti bomo nakazali, Ne, ti bomo ne dali vem. TRR potem. Ne, ampak Ne koliko vem. pa stane ta šampon? Šampon, oboje skupaj je Čakaj, imamo šampon in... in balzam. Ja. Oboje v paketu je malo pod 50 evrov. Ja, Koliko mililitrsko? 250 ml je. Ama to je kar. Mislim, Ja, sem, če normalno. imaš ta dermatitis, ja. Mislim, tukaj se moramo zavedati, to je pač slovenski izdelek. Tukaj je absolutno cena že takoj višja, zato ker pač ni pocen, že sam cel proces ni pocen, sestavine, vse. Kaj se zdaj ti smeješ? Nič, ker je provokator. Ja, Ali pač se ne. hecamo? Ne morem, sem že tako in tako midve od tega basically tako res malo dobiva. To je eno, Ampak, pa je no. Nam več to je eno govori. pravilo podjetništva. Nikoli nič ne zaslužim. Ne, res se drugač. Vprašajte vsakega, ki ima svoj Ne, je v redu. izdelek v Sloveniji, Je v redu. koliko ima kaj od tega, ker dejansko nimaš skoraj nič od Je v- tega. ja, Recimo je v redu. Krapovič, Bogi. Bogi je, Govorimo o Hipisni malih festival, podjetjih. Bogi je. Govorimo o malih podjetjih. No, slabo je. Ne, res. Ne, se res valjda, govorim se čisto- davek, proizvodnja. Pač, ko vse živa, skupaj itak, našteješ, ti tako pride na smešen Okej. lesek ven. Zdaj pa res poveti meni, zakaj polit v to? Kaj? Zakaj polit v to? Ja, zakaj pa ne? Ja, no, povej mi. Ja, no zakaj iti? Če hočeš nekaj imeti, če hočeš nekaj svojega narediti, potem pač greš v to. Ne glede na to, ker mislim, na začetku mogoče ne bo zdaj toliko zaslužka, ampak če boš pa ti, ne vem, ustrajen in boš naredil še kaj in da bo dober odziv in da bo folk zadovoljen in boš še kupil, pa boš imel mogoče malo več od tega. Kakšne cilje imaš pol s tem šamponom, s tem brandom? Ja, jaz bi rada naredila celo kolekcijo, se pravi maska, eliksir, kapljice. Veš, da narediš v bistvu cel set te linije. Tako. Okay, kaj še spada pol zraven? No, za las je to vse, ali? Za Ampak lase. za ženske je to več ali manj tileš ti ali Ne, to je za oba spola. spala. Ja, ker, okay, Ni. okay. Kako se Ja. kliče brand? Ona je Mija naravna kozmetika ex-nika. Ja, ok, sodelovanje. No. Ja. Okej. Ja. Ona ima pač svojo firmo oziroma svoje podjetje, svoje ime, znamko, ki se imenuje Mija naravna kozmetika. In tukaj sem jaz priključena zraven ex-nika. Ta produkt je z mano, collaboration. Ne? Ej, ful dobro ime si je dala. Ej, ful. Jure, kot meli, Jure ima tej podcast. Jure, ima te podcast. Ja, lej. Ne, neč, si super punca, super firma, ampak je vem ti, kakšno ime je stari. Ja, po hčerki je dala ime. Hčerka ima Mijo. Smo se kličali naravna kozmetika. Smo imeli eno debato s kolegom, s kolegico, ne vem točno. Tako, zakaj se brigati za druge ljudi? Naprimer, evo, na ulici nekdo, evo, zdaj ti vidiš, nekdo nekoga pretepe,
iti ti vmes, ne iti vmes. Dobro, če ga že tepe, zakaj bi ga še ti tepel? Ne, ampak pač, da vidiš nekoga bilo kaj, neki pomagati, ne pomagati. Odvisno, če si dober človek. Jaz sem vedno za. Jaz sem ful empatična. Okay. Jaz sem tako preveč empatična. In jaz absolutno bi bila prva, ki sem zraven. Ok, vidiš pa tudi, enega, prefajta zraven. enega človeka, ki recimo... Ma vidiš, čakaj, prosti, to. Pol stepeš od tebe. Ja, pač ja. In Ampak pol jaz sta sem, dva pretepena. ja, ampak jaz sem hotela nekomu pomagati. Jaz sem šla s tem ciljem tja. Ampak kot si prišla tam, Ja, dobro, ampak še vedno verjeten sem nekaj naredila. Se pravi, če on mene Ja, viš- zdaj tepe, njega več ne. Se pravi, Okej, so tri. Dobro, ampak sigurno ne. No. ja, ma nema res, pač ono, vidiš, ok, mogoče pomagati, ma Ampak- si mu pomagala, mu nisi. Ja, ampak koliko šans je zdaj res, da če bom jaz šla pomagati, da bo zdaj res še mene pretepil? Ne, Pa- 3-4 gorile ne, od tipov, veš, ki te bojo sfukali. Veš, kaj je Dobar, zdaj smešno? moraš malo presoditi situacijo, kakšna Ja. je, no, pač valjda, da Ne, no bom si vidiš, pol, kaj si slab človek, ker mi nisi pomagal. Ne, Veš, kaj Ne, smešno je to? nisi. Smešno je to, ker pač recimo onega bi tepel, bi ga nakotiral, kaj ga je stepel. Prije še nika in jo stepe še. Razumeš, torej lahko bi stepel samo onega in je to to. ja, Ja, in enako bi ga stepel. Razen če bi ga manj stepel, če priješ tu mest. Le je pol plus. Za njega. Ok, moramo presoditi zdaj. Ti bi mogel v bistvu najprej povedati, koliko tipov je, kakšne gorile so in pa bi dobro, jaz rekla, pa grem koliko zraven. tipov lahko ti naenkrat, ja. okay. Ne. Pač, zdaj, če je samo 1 na 1, pa daj no. Samo smešno mi je. Ok, obstaja full vrst pomoči. Lahko jaz tudi pokličem pomoč, lahko pokličem policijo, lahko pokličem nekoga, da pride pomagati, whatever. Pač Okej. nekaj narediš, valjda ne greš O mimo. moj bog, scenarij, ti scenaristka, draga, ki imaš rada scenarije. Temna ulica, 2 tipa tepesta enega in ti Dva si čez tipa tepeta cesto. eno žensko. Ma nema veze, ženska. Recimo, Nema Žensko. veze. Ja, da tepejo žensko, da se Nema kruti veze, res. nema veze. Nikjer nobenega, nikjer nič. Ne moreš nobenega poklicati, ni signala nič. Greš naprej, če greš naprej, ti ne bo nič, ali mu greš pomagati. In nalomijo še tebe. Oh, fuck. Triki Se pravi, question. nimam signala, ne morem poklicati pomoči. Ja, jaz bi šla do nekam, kjer je signal. Verjetno se res ne bi Signal je umešala. 1 kilometr zraven. Ja. Čez 1 kilometr je signal. In v enem kilometru, veš, kje ti bi lahko. So ga že stepli in grejo. Ženska je že na tleh. Ja, pizda, to je... Ma To je vidiš, real life scenario. Mislim, ja, je, mislim, težko je zdaj to, ja, valjda. ti si, lepo si rekla, ne, sem šla pomagati, vem, da sem pomagala, ampak nisi pomagala. Ja. Mislim, ja, težko je to zdaj, kvaj jaz vem. Pa Mislim, zato smo na podcastu. valjda nočem, da še mene pretepajo in da kaj smem, a veš, kaj sta zmožna narediti, kaj da me ubije. Valjda verjetno ne bi šla v takem scenariju, ki si ga zdaj ti povedal, verjetno ne bi šla, bi pa absolutno pač tekla do prve pomoči in to je to. In Ti, Jure, ti si to je taka mrga. drugač. To je zdaj drugač. Recimo, kaj ima nož. Če ima nož, tu jaz bi šel mimo. Ok, čez 2-3 tepejo, ajde 3 ti, ki sta, ajde ti. Kaj ima unega, so ga že ful napokali. Pač ga pokajo, oni, Oni ga pokajo, ok, in imajo interes ga samo napokati. Ja, Pol bi pač. šel mimo. Če ga ima interes ubiti, bi mogoče šel pomagati. Ja, ampak se ne veš. Ej, kaj ga boste ubili ali samo tako? Ja, boš vprašal. Ma samo malo ga bomo nalomili. Dobro, v miru, jaz grem, čau. Ja, se to, kaj ne veš. Ne. Imaš ti, ki bi rada delila z nami kaj? Imaš kakšno prihajajočo zadevo? Neka. A imam kakšno prihajajočo zadevo? Ne, nimam. Noč tazga zdajle. Da bi bilo kje v planu, ne, nimam. Ok, zdaj si z nami na hitro malo delira to tvojo kariero. Kje je bilo tebi tako, kje si ti največ uživala? Vsem uživala, ampak kaj ti je bilo res ono? Pisa, to je bilo pa res. Ali misliš, hudo. da še prihaja? Mislim, siguran še prihaja, ampak tudi sem Ma to, kar v se ti je stvarih zgodilo. uživala. Ma ne vem, mogoče zdaj ta šampon mi je bil tako največji, tako malo večji big deal, ker je vseeno pač nekaj mojega, kar sem dala ljudem. Neka odgovornost in tako naprej. Tako da ja, pa cel proces je bil tako kul. Tako da mogoče to.
Absolutno pa vem, da prihaja še nekaj, v čemer bom bolj oziroma nekaj večjega, no? Da ni pač to, je valjda. Kaj pa, veš, kaj te mika? Mika. Ti ne veš, kako me mika. Kaj me mika? Ja, vse sem rekla. To znam ko razširiti. Torej podjetništvo nekako. Ja, mogoče kaj v tej smeri, ne vem, ful ima menih vej, kaj hočem delati, ampak še ne vem, na kjero bi se tako najbolj osredotočila, tako da zdaj le še malo probavam vsake malo, da vidim, kaj mi bo. Zdaj so tvoje veje še vse take rjave, ampak boš mogla iti, ko bo prišel do njih lističev zelenih, bojo začeli padati v denarnico, to je to. Najjači segment vprašanja. Zdaj poslušaj, kako ne zna brati. Nika Krmec je tista simpatična punca, ki zares obvlada Instagram in TikTok. Je vsestransko talentirala, začela je kot pevka v skupini Foxy Teens, zdaj pa svoj glas posoja risanim junakom. Njena skrita želja je, da bi se nekoč preizkusila tudi kot igralka. Držimo pesti, da se jej želja uresniči, saj bi jo z veseljem gledali v kinu ali na televiziji. Sakaj dika, Mona. Kaj sem zdaj skril? Znam brat. A ja, da znaš brat. To šel samo prebrati, da ti kažem, da znam brat. Rimanič for voditelj. Znam brat. Znaš brat? Vprašanja Martina. Če so username in veš, moraš gledati vse skupaj, ni presledka, ni vejce, ni nič. Stop. Martin Zajec. Veš, ki moraš kaj Martin, moraš to povezati, je vse napisano skupaj. Stop, tiho. _favorite artist. Neka favorite artist. To pomeni, če angliško pomeni globally. Najljubši. Fuck, ful, zdaj nimam tako. Trenutno največ poslušam Masajo, iskreno. Ok, Masaja, Jure. Masaja. Favorite artist. Meni so dobri Rufus. Dusol. Ne, če poznate, to se ni bolj. Favorite artist. Kdo je unik, ki dela EDM poletne komade? Kdo? Kajgo. Kajgo. Katka Bogataj. Ta je pa ena tvoja kolegica. Ne? Ja. Jaz Katko drugi teden predavam na eni krogli. Dej nehi. To je ono. Nice. V glavnem, Katka vprašala, a misliš, da si zdaj femič, ki si na članih? Itak. Jure, misliš, da si femič, ki si na članih? Ne. A dej no, Ja. da si me... Veš kaj, jaz se nimam za nič več. Za Nika, ti imaš Okej, za neki ja, več, ne, ja. od ostalih. Ja. Zabavno. Patrik Zibert, _16_, a je res, da sta bila ona pa koksala skupaj? A je res? Res. Zdaj bojo vsi pisali v teh novicah. Imaš kakšnega novega na očeh? Nimam nobenega novega na očeh. Kje pa ga imaš? Ne vem. Stari, naprav ne spoznavam nobenega tako prav, kada... Tako, kad se vrtiš v nekem svojem tako, krogu ljudi in pač ne greš ven in... Perfektno se navizuje drugo vprašanje. Rebol Rebeka, oceni Mateja in Jureta od 1 do 10. Kaj? Oceni Mateja in Jureta od 1 do 10. Ne, no, nam cenjevala. Ko se meni zdi, da to vprašanje ne obstaja. Zakaj me Naše poslušalce zanima. Ja, zdaj bom, ko gre ta čeglaj izpad. Minus 16. Vidite, ne bomo skenslali. Fuck. Torej, Jure je ful lep, ful postaven, ful visok. Lulek je kar konkreten, sem ga videl. Lepo ritma, čvrsta ritka. Ima kar neki dinarjev, ima tudi stanovanje v Ankaranu, to je ob morju, boš imela vikend na obali. Zelo postavljen fant, super družino. Ima tudi avto. Matej, mi spraviš zdaj v ful prijeten položaj. Je voditelj najboljšega podcasta v Sloveniji. Kaj pa ocenjujemo zdaj? Jureta, šoš. Ocenjujemo Jureta kot celoto, vizualno, kot celoto. Ja, tak, ne poznam ga tako dobro, ampak... Ker si ga spoznala. Ok, da ti bo lažje, ne rabiš ga spoznati, lepoto. Matej, boga ženska. Pač bi mu dala kar 10. Ja. Okay. Hvala. Pač ja. Hvala. Kaj mu manjka, super, mislim, meni je zelo lušten fant. Hvala. Vidim, iz kje prihajaš. Vidim.
To je bilo se tako ful taka, ja. Dobro, boga. Vidim. Kaj delaš? Kaj pa Mateja? Matej. Lej, zmagal je v Kanu. Ima ful mičkeno, sicer in čvrsto ritko. Tudi sem videl Lulek je lep. Ti ne vem zakaj, ampak tako malo me spominjaš na Žigalta, pa ne vem zakaj. Vizualno govorim. A ja? Ja, tako ne vem, kada, nista si sicer tako podobna, ampak neki... Žiga, I love you. Different build, ampak Ja, neki je, ja. Jaz imam boljši Jola in tako bom rekel. Sharp. Ne vem, no, pač ne vem. Ja, ja, kaj, Zdaj, vse, kar bom rekla, bo itak... Stanovanje z razgledom v Markovcu. Ima ful dobrega prijatelja. Ima najboljšega prijatelja režiserja. Tudi. Je Okej. verify na TikToku. Stari. Ne? Ne vem, pač, kva ne ti da, joj, grozen. 9, devetko, te pa 10. Hvala. Ampak dobro sem vaju ocenila, drugače. Hvala. Ja. Hvala, To je bilo, zelo no. mogo to poslušati, dokler sem živel, da nekaj je ocenila više kot mene. Je Hvala, pač, ja, lej. Ne, ti si visok, Jure, moram ti dati. Pač imaš to na meni. Ja, samo višina je visoka. kar. No, gremo naprej iz te nelagodne situacije. Res je A bilo res nelagodna, to hvala tako lepa. težko? Ja, meni je bilo. Neka lušna pupa si. Hvala. V glavnem, ampak kot kolegica. Prosim. Ok. Razumem. Ja, da smo res Gapika jaz lažnik. zmrcvaril. Just let her know we want Foxy Teens back. Prid kakšen reunion, kakšen tako To bi bilo šovček. drugače hudo. Valjda ja. A veš, Bebop so zdaj naredili reunion, Game Over, Sebastian. Zakaj ne Foxy Teens? No, Šlo. Stanje žagar in to. Da bi prav Ja, tako tako, naredili nek... obe Ja, generaciji, ne? Foxy Sam, Gang. to je bilo dobro. Foxy Gang. Bi razprodali. Ja, po Pač, mojem, da bi, no. bi. Po mojem, da bi. Ja, pač jaz bi. Mogoče ideja pade, kdor posluša. Ok. Se bo dalo zrihtati kakšno karto. Ja, bomo. Vipa. Pita, Kakšno tipo backstage pass, da spoznamo Foxice. pita, vip. Lepa. V glavnem, fajn mi gre. Si zaljubljena, imamo kaj šans punce. Itak, da imajo šanse, tudi jaz sem drugač bi. Ja, tako da absolutno ja, sem drugač pa, drugač pa nisem. Ne, nisem zaljubljena. Si bila kdaj zaljubljena? Ja, seveda, da sem bila. Kaj pomeni biti zaljubljen? Tukaj lahko odpremo kar veliko, spet dolgo temo. Ja, ne vem. Veliko stvari pomeni biti zaljubljen. Ti ful poveš, ma ne poveš nič. Ja. Čau, jaz sem Nika Krmec. Veliko povem, ampak ne vem nič. Želim priti v državni zbor. Je stari, a odpremo temo ali ne? Zdaj je to. Ja, kaj, dede. Kaj pomeni biti zaljubljen? Jaz mislim, da fuck. zaljubljenost je odrekanje. Ne. Jaz tako mislim. Zakaj? Čemu se pa odrekaš? Slabo si bil ti zaljubljen. Ja. Pač, če si res ful zaljubljen, si pripravljen se odreči nekim svojim interesom ali pa nekim svojim željam. Da ustrežeš tudi drugemu. Ne rabiš. Ja, rabiš, jebi ga. Zakaj? Ampak zakaj? Zakaj? Zato, ker recimo nikoli ti ne bojo všeč vedno iste stvari. In vedno boš se mogel kdaj odreči ali pa niti kompromis. Dobro, ampak to so kompromisi. Ne rabiš se dejansko ti, a veš, kompromis lahko najdeš, da se oba dva najdete na pol poti. Ne rabiš se ti zdaj nečemu odreči. Ne obstaja vedno pol poti. Ok, ampak mislim, jaz ne gledam to na ljubezen kot odrekanje. Ok, recimo, bi dal nek ekstrem primer ti. Jaz imam rad, jaz nočem imeti otrok, ti hočeš imeti otroka. Primer. Okay. Kaj, pes je kompromis? Ne, ni. Ne. Okay. Ja, ne, ampak, ampak zdaj spet odvisen, koliko ti to pomeni. Recimo, jaz osebno ne vem, če bi lahko bila z osebo, ki si ne želi otrok. Pač to je res ono primer. Ja, ne vem, no, ampak... imam še kakšnega drugega, samo ta je bolj friendly. Ne, ta je res ono ultimat. Pač tekaš, kaj bi jaz delal z neko osebo, ki noče med družine, jaz hočem med družino. Pač to je ono, veš, deal breaker. Ja. Ok, jaz hočem kolesariti. Tudi meni, ne vem zakaj so zdaj hodile po mislih kolo. Jaz hočem kolesariti, ti hočeš
plezati po steni, kaj je kompromis? Ja, kompromis je, da greš en teden plezati, en teden kolesar. Fak, Ne. kaj če nočem plezati, kaj če se bojim višine? Jure pa je Če pa tega ne- mnenja, da mu ni. Ja, no, ampak če tep ni do kolesarjenja, naprimer, mislim, da je pač tvoja punca bi mogla biti tok, da pač to razume in te ne sili v nekaj, ker ti nočeš. Ja, ma in to ni kompromis. Ja, ampak stari, Veš, to je odrekanje. ampak zakaj? Je, ker se odrečeš, da se Ja, ne, prišel saj ona še vedno kolesari, ti, ma ne ti kolesari ne s boš tabo. zdaj kolesaril zaradi tega, ampak ona bo to štekala in te bo pustila in bo šla z nekom drugim kolesariti. A ni To to pa pač? Jura noče, ne da z drugim kolesarjem. Ja, what the fuck, no, dober zdaj. Ja, nik. Pač, no, ja pa sej. Ne, no, ampak, ok. Sej se dajo stvari, samo, ok. Povem, da si ful zarumen, da si se pripravljen nečemu odreči. Jaz se to mislim, pač, če si res zaljubljen, boš postavil stvari ne boš postavil svojih želj na prvo mesto. Jih boš mogoče lahko malo... Ne boš postavil karijere na prvo mesto, bo pač mogla biti kind of ona. A vidiš, to pa se jaz ne strinjam. Jaz se tudi to ne strinjam. Se mi Pismo. zdi, da... Veš kaj, jaz sem gotovil, jaz sem vedno mislil tudi s to kariero, kakšno, da pač kariera prva, punca druga in s časom, če najdeš ta pravo, ko najdeš ta pravo, jaz imam srečo, pride ta punca na prvo mesto s kariero. Ne gre kariera premakne, ampak pride punca še ena od Jaz ne vem, če to prioritet. obstaja. Pol pa se ona odreka nečemu. Čemu? Nečemu? Svojim interesom. Še vedno jih ima. Kaj, njen interes je pol ti, tvoja karijera. Ne, pa se ima lahko ti imaš svoje interese, jaz imam svoje. Ti plezaš, jaz bicikliram, ker moramo vse delati skupaj. Mislim, jaz tako gledam, jaz sem ena celota. Moja fant ali punca je druga celota. In če sva oba srečna in delava pač v življenju to, kar si želiva in štekava stvari, ki jih delava, potem sva lahko skupaj res dobra, mislim, res celota, štekaš. Jaz ne... Mislim, pol ste dve Ne. celoti? Ja, ampak a veš, ni ono tako, da zdaj, kako naj to razložim? Ni, vem kaj hočeš, ni da uno rabiš nekoga, da se dopolniš. Ja. Je to efekt, samo pol kaj, koga pa sploh pol rabiš? Ja, osebo, s katero lahko preživiš, ne vem, čas. Jaz sem gotovil, da imam ful ljubezni za dajati. Ampak moram najti nekoga, ki je vredno mu dajati. Ti si eden od njih. Hvala, Moja punca je druga od njih. In pač ona, naprimer, moja punca je ta oseba, ki lahko dajem ljubezen in si jo zasluži. In vem, da ona jo bo cenila in dala nazaj. In to jaz delam tudi s kolegi. Yes. Pač vem, kdo me ceni, koga cenim jaz in kje je to. In pač meni je to, da najdeš te ljudi, s kateri lahko to. Ampak, lej, se razumem. Nisi s celotami še povedala Ja, to, ali ful- nimaš Mislim, malo sem se zgubila vmes v tem, kar sem hotela povedati, ampak mislim, jaz absolutno ne gledam, da je pač ljubezen, odrekanje, to je tako zadnja stvar, ki bi jo rekla. Eventualno Ampak je glej. odrekanje, ker recimo plod ljubezni je otrok. Dosti krat. Okay, Recimo, ajde, če nisi mogoče v istospolnem odnosu, Ja. čeprav tudi to eventualno je Tudi to kakšen lahko otrok. je. Ampak, če imaš otroka, je odrekanje. Pač ni mogoče, da se ne bi odrekal in imel otroka. Prilagajanje. Ja, a veš, ti moraš sam drugače pogledati to besedo. Mislim, tako. Ja. A veš, ti greš na negativo, ampak v bistvu je ta beseda lahko čist drugačna, kot jo ti zdaj trenutno ne razumeš, ampak Evo, tako kot je on rekel, ni odrekanje, ampak je Lej, prilagajanje. ti zdaj hodiš Okej, v fitness, prilagajanje. Taki, lej, ti zdaj hodiš v fitness drugače. za reč, Kaj problem dviga otroka? ne, hodiš v fitness zjutraj za reč, ne, in zdaj se ne rabiš odrekati, ki zjutraj ga moraš previti, Tako. ampak pač v fitness greš zvečer. In kaj če delaš nekaj drugega zvečer? Ponavadi si del nekaj drugega Ja, zvečer? pač si tako narediš si dan, da boš prilagodiš, lahko Ne delal moreš, pa ni možno vedno. Pač, fora je temu, ja, bi se dalo, če je bil dan neomejeno dolg. Ampak dan ni neomejeno dolg. Vedno moraš nek kompromis narediti, ali boš manj spal, če hočeš delati enako stvari kot prej. Ja, Sorry. valjda. Ja, Ampak to ni odrekanje. Ja, Ja. je! Ne, Nečemu se moraš odreči. ne se štekam, kaj hočeš Ja, no, reči. to je odrekanje. Ja, ne, ampak Prilagajanje. Ne, ni prilagajanje, ker si prilagodiš nekaj, če nekaj skrajšaš ali pa ful zmanjšaš. Torej se odrečeš.
Ja ne, ker odrečeš pomeni, da tega nikoli več ne delaš. Ti daš Ok, to nikoli stran. več ne bom mogel biti 2 ure v fitnessu, lahko samo še 1 uro. Torej sem se odrekel 1 uri fitnessa. Ma si nisi odrekel Ampak se fitnessu? nisi v fitnessu v celoti, ampak še vedno delaš, ampak delaš pač manj časa. Sej pač, To je to, zvečer ti delaš biznis, ne boš se odrekel biznisu, se boš odrekel malo manj posvečanja biznisu. ti imaš Ni, da rad si ful biznis- splaniran dan, a? Ja, v nula. Ja. Ne, samo tako pač, ja, ok. Bi rekel, da ja, samo v teoriji ni tako. V Ne, praksi se ni razumem, tako. kaj Ja, drugače ne. štekam. Ja. kaj Ne misliš moreš, reči. ne deluje tako življenje, kot vi vidva, kao prilagodiš. Ja, ok, pol eventualno po vaši logiki bi lahko dobil jaz 20 projektov in bi imel še vedno vsak dan enako časa za njih. Ja, Ne, ker nisi super človek. si prilagodiš projekt. Se strinjamo, da se ne strinjamo. Ja. No, pejmo naprej, fajn mi gre. Kakšen je tvoj idealen zmenek, Nika? Jaz bi ful. Moj idealen zmenek bi bil, da me pelje na. Kako naj to besedem. Se pravi, nekje, da sva, a veš kako, da mi na avtu, oziroma v avtu, na travi, kakorkoli, naštima platno, film, ful ene dobre hrane, pijača in to je to, pač, da sva tako Samo to, nekje. tak. Tako, Ja. pa dobro, ful je cute, no, ali pa na balkonu, veš, potegneš v. To sem jaz peljal mojo punco in smo gledali Zlatolasko. Kaži, da vidim. Stari, če to ni perfect date, meni je to tako. ful lepo. Aha, okay. Greš nekam, si sam, romantično je, dober film je, In višta. družba je, hrana je. Viš, te je Ful je razgledno. smešno, ki te stvari so pač ful cute Ful na so- Instagramu. Ne, Ful, ko pride real life, imaš neke mrčes, pa neki brenči, Ne. pa neki teži, Dober, okej, ja, pa neki mogoče. kriči. Pa Pa neki, ne vem, na kakšne travnike si ti hodil. ma ne vem, takšne naravne. Pač ne, pa ful je cute. Mene je to žiga recimo naredil doma na balkonu, je potegnil platno dol, on tla zmeto polštre, deke, ono tretje so gledala film. Mene je to ful cute pač. No. Tako veš, da se ono, mal se potrudiš, nekaj Ti narediš, ful to ampak ne znaš, te moram naučiti. Ženske pač ful malo pričakujejo, njih ful hitro zadovoljiš. Pa se pač še formalno pričakuje. Pač, ej, Hvala meni. Zelo enostavno. Pač, ne, ampak, veš kaj, ful žensk ceni so take osebne cute stvari in ful več pomeni kot nekaj. Ja, ti to znaš ful velikega. dobro, se strinjam. Te moram to malo naučiti. On Še- zna ful dobro, te majhne pozornosti. Še zadnje vprašanje. Kjer si bi, kakšen tip punc te privlači? Pa dobro, to te hoče uhakljati. stari, to je pa tako odvisno, nimam prav tipa. Ja, če imaš punt. Pač ful mi je pomembno, kva. Kaj ja, tudi jaz nisem zasledil. Nima tipa, če ima punco. Ja, Ja, štekam, ok, ja. slaba, okay, slaba se. sorry. Še zdaj bavati z mano. Ti bi prst skoraj zlomil. Tišina. Kaos, Nika. Ja. Kaj se dogaja? V glavnem. Nimam tipa prav žensk, ker mi je ful bolj pomembna energija, pač kako se jaz s to osebo ujamem, ker meni lahko vizualno nek človek sploh ni všeč, ampak se bova energetsko toliko ujela, da mi bo bratal zaradi tega všeč. In tako da ne moram reči, da imam tip ženske oziroma tipa, tip moškega, to je to. Okay. Okay. Kaj ti, Mar 8, bi raš videla, da starši zasačijo tebe pri občevanju ali ti njih? To je neka nova beseda. Počevaj seks v njo. Da bi jaz nekoga ali oni mene. Ne, če Ne, bi oni starši tebe tebe ali ali ti ti njih, koga bi rajši? Aha, to nisem štekala. Torej, še enkrat. Absolutno, Nika ali bi starši radi? mene. Jure, kaj bi rajši? Da te zasačijo starši pri seksanju ali ti njih? Mislim, če me zasače, ko jaz eno, pač, so what. O, tata, lej, Pa vse, jaz bi bil mama ono, brez rok. Damjan, Stari, jaz si ne predstavljam, da jaz svoje vidim, pač to mi je tako. tako mama, tako pride pa mama. Ja, ne bi imela tega prizora. Mislim, se neč tazga, ampak še vsem bi rada. Avija. A? Ne more. No, zdaj ti bom, ne boš marala, ampak predstavljaj si tvojo mamo Ja. in da to vidiš v takem, pač. Se pravim, Ma ne. se pravim, zato pa bi rada ona mene. Ampak kako je to bizarno, ej? Pač oni so nas naredili, vsi vemo, da je to dejstvo, Ja, ampak štekam, ampak še kar. kje, ha?
Ne, tudi jaz. Kaj pa bi ti? Ja, da oni mene, to fakt. Ja, ne, je pač opala. Mislim, poluno, vsaj si mislim, da ta vsaj dobi kašno. Ja. No. Ja. Ja. Bi bil stari, no, dobro, no, ajde. Mogoče pa res kdaj. Ok, kaj bi vi naredili, če bi svoje otroke zasačili? Odvisno, če... Nič, grem ven. Kaj odvisno, če je huda, bi se pridružil, pizda, kaj govore? What the Če je fuck? hčerka, bi jo jaz videl, bi bil ti porednica. Oh, wow. Če je bil fan, bi bil no... Vmes med tem bi prišel... Narediš onega hudinija. Veš, kaj je hudini? Približen. No, veš? Približen. Mislim, ne vem, zdaj če sem zikar za to. Hudini je, da razloži. pač ženska na dogiju, Ja. ti jo trpaš do zadaj, pride kolega, ne pač pup, daš ven, pride kolega notri, ti tečeš, ti pač pred njo in ji mahaš. In preš na šipo pač potem. Ok, ne, nisem vedela, da je to to. No, in pol pač ona, what, kako si tam, če me seksaš? Kaj? Pač hudini, trik. What the fuck? Ok, No, v glavnem, čakaj. Vita, glažar, najhrana. In še... kaj ni bilo že zadnje vprašanje pred 1 minuto? Še so prišla. Maj prsa, najljubši hamburger. Tako da, najljubši hamburger, ne vem, meni navaden. Cheeseburger. Cheeseburger, ja. Cheeseburger. Ja, najljubša hrana, Nika. Vse vrste testenin. Kakšno najljubše? Carbonara meni najjača. Pomodoro burrata. Jure? Veš kaj, meni bi zdaj ful pašla lazanja. Lazanja meni je res vibe, ona od mame. Ok. Jam. Dobro. To pa je zdaj res to. Nika, koliko časa misliš, da snemamo? Uro. Snemamo 1,5 že. Tako, čas je hitro minil. Čakaj, kako ti je bilo? The best. Imaš ti še kaj za nas? Zelo sproščeno. A vprašanje? No, ne vem, kaj bi še, kaj rada, kaj tle malo... Kaj ti? Kaj vprašam? Ja, okay, vprašati. Ne vem, lahko odpravimo še kakšno te, jaz imam fullenih tem še tukaj. Kje si bila cel podcast? Ja, sej smo se pogovarjali, what the fuck, Če stari. imaš kaj še na hitro za nas? Ne, če bo na Jure- hitrico nimam nič, ne. Ok, dobro. Glejte, Hvala, vsi, ki si ki ste prišla. poslušali ta čudovit pogovor, našo čudovito Niko, našega čudovitega Mateja in mene, In Jureta. bi vas lepo prosil, da date en like, en subscribe, pa pritisnite še na uni zvonček, če tam sameva. Tako da, hvala vsem, da ste nas poslušali in se vidimo v naslednji. Uživajte, druga epizoda najboljši podcast. Čau, Nika, hvala, da si prišla. Hvala Nika. vama. Čau. Čau.